in lep nebeški pozdrav. Moje ime je Kristi Žmahar in danes se vam iz našega duhovnega ateljeja javljam z prav posebnim sporočilom, vsebino, z nečim resnično posebnim. Kmalu bo 10. maja, če sem natančnejša, prišel praznik meditacije oziroma poznamo ga pod imenom Vesak, ki je praznik tako meditacije kot tudi mojstra Bude. Mojster Buda, ki počiva takole nežno v mojih rokah, je za mene nekaj resnično posebnega, zato je tudi Vesak vsako leto zame nekaj resnično posebnega in mislim, da bi to lahko rekel čisto vsak izmed nas, ki je učitelj meditacije. Sama moram povedati, da sem študirala budistično meditacijo, da nosim diplomo iz nje in da za mene je ta svet resnično nekaj tako čudovitega, nekaj, kar mi je meni osebno tako zelo spremenilo življenje. In ko sem nekako za časa svojega študija in potem seveda naprej tudi delala z ljudmi in naredila našteto meditacij, ko sem hodila skozi ta proces, sem ugotovila toliko stvari, toliko naukov, seveda naukov mojstra Bude in danes bi malce rada to delila z vami. Predvsem se poraja vprašanje glede meditacije same. Znanost nam je končno dala zeleno kljukico na to, da je meditacija znanstveno dokazana, da ima blagodejne učinke za številne stvari. Za slabša počutja, za nespečnost, za težke odnose, za recimo staranje kože se izboljša, kot da ima koža 12 let manj. Teh učinkov je resnično neverjetno veliko in to si lahko malce sami preberete na internetu. Vsak, ki je pa kdaj poskusil meditacijo, pa ve, o čem govorim. Jaz sem res vesela vseh teh letih, ko delamo z vami, smo vam dali že 30 brezplačnih meditacij in vsak teden se v našem ateljeju odvijajo dogodki meditacije, ki so skupinsko tako zelo močni in edinstveni. Ampak večinoma ljudi, ki pa se še niste morda srečali z meditacijo, bi vam danes rada približala, zakaj je mogoče to odgovor, ki ga iščete prav zase. Kaj je mojster Bude bil tako posebnega? Več ali manj mislim, da se njegova zgodba pozna, pa bom nakratko nekako strnila. Siddharta je bil princ, to je bilo njegovo ime, ki je bil rojen v kraljevo družino. Odraščal je kot princ, seveda mu zaradi tega ni nič primanjkovalo, ampak celo življenje se je spraševal, ali so ljudje zunaj njegove palače prav taki, kot je on sam. Nekako v življenju ni prišlo do svojih odgovorov, zato je potem kmalu zbežal iz palače, da bi se pridružil asketskemu redu, ki je popolnoma nasproten temu, kar je kraljevina, kajti asketski red je tisti, ki odvzema stvari v imenu duhovnega. In tam je Buda preživel kar nekih 5 let, da je ugotovil, da tudi to, da je imel vse, mu ni prinašalo odgovorov in to, da si je vse odvzel, mu ni prinašalo odgovorov. In potem je bila tista njegova znamenita, kot kaže tudi ta kipec, se je usedel pod drevo in je meditiral številne dni, da je na koncu ostal kot razsvetljeni in našel resnice življenja. In v bistvu, kaj je on našel? Takrat se je to njegovo stanje duha, ko se je usedel pod to njegovo drevo in prišel do življenjskih, bistvenih odgovorov. Kaj se je takrat pojavilo? Zakaj je bil on razsvetljen in zakaj je bil to v bistvu največji duhovni učitelj vseh časov, kajti 2500 let kasneje, torej pomeni danes, še vedno učimo njegove nauke. Meditacija je za nas izrednega pomena v modernem svetu, zaradi tega, ker je Buda našel številne odgovore, ki jih išče moderni človek, umirjen človek, nervozen človek, razumete, vse vrste ljudi najdejo svoje odgovore v meditaciji. In kar bi vam rada povedala, kar sem jaz uspela dobiti kot neko energijo, kot neko spoznanje od mojstra Bude je, kaj je v bistvu njemu uspelo. Veste, kaj je njemu uspelo? Zamenjal svetove. Pa vam bom razložila, kaj pomeni zamenjati svetove. On je zamenjal svet iz zunanjega v notranjega. Nehal se je odzivati na zunanji svet tako, da je narekovalo njegovega notranjega. In mi večinoma tako živimo. Vkolikor so ljudje prijazni do tebe, se ti dobro počutiš. Vkolikor ti rečejo, da si dober, se počutiš dobro, če ne, ne.
Vkolikor se kaj zunanjega spremeni in ni pozitivnega, ti padeš v dvom glede sebe in podobno. Mislim, da to poznate. Vi ste lahko povsem v redu volje, lahko je lep sončen dan, potem pa pride nekdo mimo, nekaj reče in vse se v tistem trenutku spremeni. To so zunanji dejavniki, ki ves čas narekujejo naše notranje stanje. Mojster Buda je naredil nasprotno. Mojster Buda je spremenil zunanji svet s pomočjo notranjega. Kar je on naredil on je ugotovil, in to je meditacija, da on, ko gradi svojo energijo, vpliva na svoje počutje. To pomeni vpliva na svoje vitalne organe, potem vpliva na svoje razmišljanje, vpliva na svoje čustva, usmerja energijo tako, kot on želi, da njegovo življenje teče. Nato je ugotovil, da če znaš ti to energijo spraviti v ta mirni življenjski tok, potem se tudi seveda zunanja okolica odzove. Po domače povedano, če ste mirni, se ne bo vaša zunanja okolica na vas odzivala agresivno, prepirljivo in tako naprej. Če bodo ljudje čutili, da se imate vi resnično v sebi radi, vas ne bodo preizkušali s tem, da bi vas zavračali in podobno. Razumete? Gre za zamenjavo svetov. To pomeni, da resnica je ta, in fizični svet nas velikokrat prepriča v nasprotno, da je resnično tista stara, ki velja naš notranji svet, tisti, ki bo skreiral zunanjega. Kako pa to naredimo? Kako naj resnično govoriti takole, je ena stvar, gledati take videe, se tega zavedam, je ena stvar, kako pa daš to v prakso, kajti vse se to sliši super na videu, na papirju, ampak jaz sem to pot prehodila in jaz vam bom zdaj realno povedala, kako to prehoditi. Ne bomo utopični, ne bomo nerealni, bomo zelo prizemljeni. Ali je težko zamenjati v bistvu te svetove? To pomeni, da bi notranji vaš svet narekoval zunanjega. Je težko, ja. Definitivno je težko. Tudi meni je bilo težko, ko sem jaz začela z meditacijo. Velikokrat sem hotela odnehati. Zakaj? Zato, ker se mi zdelo, da ni rezultatov, da ne teče nič toliko hitrega. Zdaj se mi je, da se zunanji svet spreminja veliko hitreje in vpliva name, kot jaz lahko meditiram in ga spreminjam sproti. Vse me je prepričevalo to, da bo zunanji svet zmagal. Ena za zunanji svet in nič zame. Takrat je bil občutek res tak. Niti danes vam ne znam povedati, zakaj sem vztrajala. Vedela sem samo, da se nekaj počutim bolje, ko sem začela meditirati in šla potem kasneje v študij meditacije. Meditacija zamenjave, to pomeni notranji svet, ki začne vplivati na zunanjega, je proces in traja. Hitrih rezultatov ni. Lahko vam pa povem, da ko pridejo, so trajni in so čudoviti. Ne pravim, da ljudje, ki osvojimo meditacijo, imamo popolna življenja. Še vedno se zgodijo stvari iz zunanjega sveta, zaradi tega, ker drugi ljudje sodelujejo v njem, ker imajo oni svoje notranje svetove, vplivajo na zunanjega in v neki točki se seveda tudi srečamo z namenom, da bi naučili eden drugega nekaj ali pa pomagali eden drugemu. Ampak vsekakor je meditacija ena taka čudovita metoda, kjer če ti dovolj časa meditiraš in se posvečaš temu, da si v mirnem stanju duha, da zaslišiš sebe, svoje odgovore, da menjaš svojo energijo, da čistiš svoje rane na tej poti. Čiščenje ran je izjemnega pomena, čiščenje ranljivosti, družinskih vzorcev, družinskih, ljubezenskih, poslovnih, prijateljskih razočaranj. Vse to mora meditacija v nas doseči, da bi se notranji svet lahko premaknil in potem začel vplivati na zunanjega in začel v naše življenje nekako pritegniti tisto boljše, tisto bolj pozitivno, kar si vsi želimo. Tako da prihaja Vesak, prihaja praznik meditacije in jaz bi rada nagovorila vse tiste, ki niste poskusili še te tehnike, da sprobate. Nimate kaj izgubiti. Jaz, ko sem bila v obdobju svojega življenja, ko sem se dotaknila meditacije, nisem imela več ničesar za izgubiti, ampak meditacija je odgovor, je ključ. Ampak je proces, traja. Kako dolgo moram meditirati, da nekaj dosežem? Ne vem. En dan, en mesec, en teden, eno leto, 10 let.
kakorkoli že, neki rezultati pridejo, ampak ne vemo, časovna obdobja so v resnici pisana na posameznikovo kožo. Jaz bi vam predlagala, da resnično, vkolikor želimo vsi skupaj tudi malo spremeniti našo prihodnost, da se vsi notranje naravnamo. To pomeni v tem obdobju preživite nekaj časa sami seboj, v umirjenem stanju, da se slišite, kje ste, kaj vas je v življenju prizadelo, kako to pozdraviti, kje so odgovori, kje potrebujete mir, se umiriti na splošno in tako naprej. Vse to je meditacija in prinašala vam bo vse tisto, kar ste do sedaj iskali zunaj. Za vse one ljudi, ki ste jih hoteli zunaj prepričati in vam nekaj dajo, imate vi v rokah, s tem, da greste v to mirno stanje duha. Tako da naša spletna stran www.potovanjeduse.si je zakladnica meditacij. 30 brezplačnih meditacij imamo za vas. In za vse tiste, ki želite pa poglobljena popotovanja, 10. maj vas vabim na čudoviti praznik z nami, Vesak, meditacija z Budo. Jaz se tega vsako leto izjemno veselim. Bodite z nami, pripravljena. Imamo čudovita darilca, take lepe, majhne, blagoslovljene Bude. Za vse tiste, ki si pa želite resnično korenitih sprememb, vsakodnevnega programa, vsakodnevnega stika s teboj. In to pa prihaja junija, 10. junija, tečaj meditacije, 4-mesečni intenzivni program s CD-ji, vodenimi meditacijami. Ni, da ni vse pripravljeno za vas. Upam, da sem nekako sedaj uspela vsem tistim, ki še niste poznali meditacije, jo približati mojstra Buda, njegove nauke. Je princ, bil je princ in bil je največji duhovni učitelj naš časov. Poznal je vse zakone duhovnega obilja in materialnega obilja. Naučil nas je, da je ravnovesje pot, da imamo lahko vse, da lahko imamo oboje in da nam vse to tudi pripada. Predvsem pa mir, ki ob tem pride, karkoli si že želite. Spremljajte nas, kajti mi smo ta pot do meditacije. Hvala Budi. Hvala vam več na www.potovanjeduse.si. Ja.